Živjo, moje ime je Tjaša Dorelaj in v tem videu odgovarjam na vaša vprašanja o družinski karmi. V zadnjem času se veliko pogovarjamo o karmi, zaradi tega, ker je prav zdaj, to poletje 2021, energijsko zelo močno obdobje, ki nam ponuja priložnost, da očistimo svojo družinsko karmo, se osvobodimo vzorcev svojih staršev in svoje družine, pozdravimo lastne travme in se dejansko povzdignemo v svojo svobodo in samozavestno zaživimo sebe. Zaradi tega, ker je to obdobje tako potentno in močno, da nas podpre v tem procesu, sem ustvarila program Masterclass Družinska karma, ki traja 10 tednov in ti bo pomagal v tem poletju očistiti tvojo družinsko karmo, razrešiti karmične vzorce, sprostiti travme, vse tiste boleče situacije, ki si jih doživel v svojem življenju, izboljšati svoj odnos s starši, oprostiti, pozdraviti za situacije, ki so se zgodile in nekako bolj se začeti zavedati, kdo ti resnično si, s kakšnim namenom si tukaj in kako lahko zasidraš polno sebe, svoje poslanstvo, svoj namen v to življenje. Zato, da lahko živimo svobodni, to, kdor mi resnično smo, je zelo pomembno, da se osvobodimo svoje družinske karme. To je ta naša energija družine, v katero smo prišli in katero smo v bistvu prišli tudi prerasti. To je naša prava usoda. Tvoja usoda ni ponavljati napak tvojih staršev, ampak v bistvu izstopiti iz teh lekcij in začeti živeti sebe. Kako se kaže to, da smo ujeti v družinsko karmo? Tako, da se velikokrat počutimo, kot da prenašamo bremena svojih staršev. Zdi se nam, da če starši neke lekcije niso osvojili, da jo moramo pa mi, ne? In to se pokaže na tak način, da imamo enake probleme kot oni, ne? Enake strahove, enake omejitve. Mogoče starši niso znali ustvarjati ljubečega odnosa in se tebi ves čas nekaj haklja v odnosih in ti nikakor se ne spelje. Mogoče starši niso znali ustvarjati obilja, finančne svobode in vidiš tudi sam pri sebi, koliko imaš nekih omejitev, blokad pred tem, da svobodno izraziš sebe in ustvariš svojo finančno svobodo. Mogoče so imeli starši izzive s telesom, zdravjem, in vidiš tudi pri sebi, da se ti ponavljajo isti vzorci, iste bolezenske simptome vidiš, pa si rečeš, to je pa genetika, ampak to je tudi dejansko družinska karma, to, da mi ponavljamo načine delovanja, pa tudi zdravstvena stanja in prepričanja v življenju, vse to je v bistvu družinska karma. In mogoče se nekomu zdi, zakaj bi mogel čistiti družinsko karmo, saj jaz sem imel čisto lepo otroštvo. To, da čistimo družinsko karmo, ne pomeni, da smo bili v svojem otroštvu najbolj ranjeni in prizadeti in traumatizirani. Čisto vsak izmed nas potrebuje čistiti karmo. Ne glede na to, ali so bili tvoji starši ljubeči ali ne, smo s strani družine dobili določeno energijo, ki jo smo prišli v to življenje prerastati. Mi pa velikokrat samo ostanemo znotraj družinskega kroga energij in si ne dovolimo te svobode, te resnične, bom rekla, kot Feniks, da razširimo krila in zase skreiramo drugačno realnost. Ker tvoja duša je prišla živeti tvoje življenje, ni prišla živeti življenja tvoje mame, živeti na istem mestu kot tvoja družina, ponavljati, hoditi na isti kraj za počitnice kot tvoja družina, ampak dejansko živeti svobodno sebe. In če se ti kdaj zgodi, da se dejansko ujameš v ta strah, da podvomiš, da je tvoja izbira utemeljena, da si lahko želiš druge stvari kot družina, da te je mogoče strah povedati, kaj si kupil, kaj hočeš, na primer, študirati ali pa kateri poklic hočeš zase živeti, ker nekako misliš, mogoče pa moja mami pa moj oči pa ne bosta to potrdila, To je vse znak tega, da smo ujeti v to družino, ki jo moramo v bistvu energijsko prerastati, se zahvaliti za te energije, v katere smo bili utelešeni, ampak potem tudi zrastati ven iz njih. In v tem videu bom v bistvu odgovarjala na vprašanja, ki ste mi jih postavili o karmi, zato da se bomo že malce pripravili na Masterclass program Družinska karma, v katerem bomo to poletje po vsak teden, 10 tednov zaporedoma intenzivno čistili svojo družinsko karmo. Evo, pa začnimo. Prvo vprašanje, ki se je pojavilo, je v bistvu, ali
lahko očistimo svojo družinsko karmo nadaljavo. Ali se moramo nujno družiti s starši, kaj pa če starši niso več živi, ne? Kaj pa potem? Ali pa kaj pa če nismo poznali svojih bioloških staršev. Torej prvo, kar moramo razčistiti, je, od koga mi sploh karmo dobimo. Mi karmo dobimo od svojih staršev, od svojih bioloških staršev, zaradi tega, ker se preko genov v nas prenese njihova energija. To pomeni, da tudi če ti svojih bioloških staršev nisi poznal, če te oni niso vzgajali, je prva energijska matrica, ki se preslikavate, in prva karma tvojih bioloških staršev. Potem pa se v času našega vzgajanja, v prvih 7 letih našega življenja prepiše največ karme na nas. Kar pomeni, da strani ljudi, ki so okoli nas, ki nas vzgajajo, ki skrbijo za nas v prvih 7 letih našega življenja, mi poberemo tudi njihovo karmo. Sploh, recimo, če se s temi ljudmi zelo veliko družimo. Torej, v primeru, da si bil posvojen ali pa da recimo nisi živel z enim od svojih staršev, v vsakem primeru dobiš energijo in karmo svojih bioloških staršev, potem pa še energijo vseh tistih vzgojiteljev, skrbnikov, ki so zate skrbeli do 7. leta. Tudi če je recimo kakšna babica ali pa dedek, teta, stric bil zelo vpleten v tvoje življenje, je v bistvu na tebi tudi to, da sčistiš del karme, ki si jo v bistvu sprejel od njih. Ali moramo zato, da očistimo karmo, se nujno družiti s svojimi starši? Ne, vprašali ste me, a se moram nujno usedeti za mizo pa razčistiti stvari? Moj odgovor je ne. Zaradi tega, ker naša karma je v bistvu na nas, da jo ščistimo. To so eterične vezi, energijske povezave, ki smo jih mi na sebe pripeli in jih imamo moč samo mi spustiti. Kar pomeni, da tudi če tvoji starši niso več živi ali pa ne živite skupaj oziroma nimate dobrega odnosa, potem sploh moraš čisto družinsko karmo, ne? V bistvu ti lahko ta proces čiščenja družinske karme narediš sam, brez da oni sploh se zavedajo tega, ne? Ker to ne delaš zaradi njih, ampak zaradi sebe, zato da ti svobodno zadihaš, zato da ti živiš bolj pomirjeno in samozavestno sebe, ne pa da ponavljaš njihove napake in njihove vzorce. Tako da karmo definitivno lahko čistimo nadaljavo, zaradi tega, ker je to v bistvu samo energija in energija itak teče nadaljavo, ne? In zato ne potrebujemo, da se usedemo s kom, da se pogovorimo, ne potrebujemo teh pogovorov, kdo je imel prav, kdo ni imel prav, razčiščevati in nekako pogrevati stvari iz preteklosti. V bistvu to sploh ni učinkovito v procesu čiščenja karme. V masterclassu Družinska karma, ki sem ga ustvarila zate, boš v bistvu vsak teden prejel nove rituale, nove vaje, ki ti bodo pomagale, da sam pri sebi očistiš karmo, ki si jo prevzel strani staršev, strani svojih skrbnikov in začneš ti svobodno živeti sebe. Posledično se bodo itak tvoji odnosi izboljšali z vsemi temi osebami, ne? Zaradi tega, ker boš v bistvu ti to vez energijsko spustil, sebe osvobodil in bolj kot začneš živeti sebe, v bistvu bolj svoboden in ljubeč odnos ustvarjaš svojo družino. Tako da, ja, ali vpliva karma ljudi, se pravi tvojih staršev nate, tudi če te oni niso vzgajali, zagotovo, ne? Tako kot smo v bistvu pravkar povedali. Kaj, če se z družino krasno razumeš, si imel čudovito otroštvo in sploh ne vidiš nikakršnih težav? Veš pa, da so imeli tvoji predniki težave, da je bil prisoten alkohol, nasilje, samomori. V bistvu, ali se ta karma, energija mojih prednikov prenaša tudi name, čeprav sem imela jaz čisto lepo otroštvo. Dejansko se mi vedno utelesimo v družino, v kateri bomo prejeli najboljšo energijsko podlago, zato da se mi odrinemo v svoje življenje. Kar pomeni, da tudi če ti konkretno osebno nisi doživel nasilja ali pa recimo zlorabe, ampak je bila ta energija prisotna v generacijah za teboj oziroma pred teboj v družini, je to še vedno energija, v kateri si ti prisoten, kar pomeni, da vpliva na te. In tvoja naloga je ta, da začneš prepoznavati, da se začneš ukvarjati s svojo družinsko karmo, zato da v bistvu ugotoviš, na kakšen način se je ta karma preslikala na tebe in morda blokira tudi tvoje življenje. Ni nujno, da so bili tvoji starši do tebe nasilni, ampak to, da je bilo prisotno nasilje, pomeni, da neka čustva niso bila izražena.
da neka svoboda ni bila v energiji prisotna. In v bistvu, če se je to dogajalo v naši družini, se dejansko pomeni, da je to ta vzorec nekega zatikanja čustev, neizražanja, nesvobode, je kot neka zrak, kot nek eter okrog nas. In ga v bistvu včasih sploh se ne zavemo, ker smo tako močno noter v tej karmi, da sploh ne vidimo, da smo tudi mi zataknjeni in neizraženi in čustveno v bistvu nesvobodni. In zato res, marsikdo je imel težko otroštvo in je doživel zlorabe, nasilje, težke stvari in ta oseba se zagotovo zaveda, da obvezno in nujno mora očistiti družinsko karmo, zato da teh travm in obrambnih mehanizmov ne prenaša naprej. Za nekoga, ki je imel zelo lepo in bom temu rekla lahkotno otroštvo, ga pa povabim, da pogleda, ali je res danes v vseh aspektih svojega življenja uspešen in kje čuti, da ni. Kajti tudi če ni bilo nasilja, to še ne pomeni, da nismo v bistvu dobili določenih blokad, ki se nam izražajo potem v našem življenju kot to, da mogoče ne moreš zanositi, to, da mogoče nikakor ne uspeš dobiti dobre službe, to, da imaš težavo najti dobrega partnerja, to, da imaš mogoče kakšen zdravstveni izziv, s katerim se soočaš. Karma ni vedno nekaj toliko groznega, kar bi v filmih gledali in bi rekli, to je pa grozljivka. Včasih je karma zelo subtilna energija, ki se nekako ne razreši in tudi tebe drži ujetega v tem, da nisi na določenem področju svojega življenja uspešen. Kdo mora čistiti družinsko karmo? V bistvu čisto vsak, ki želi biti v svojem življenju srečnejši, svobodnejši, bolj izpolnjen, lahkoten, Če čutiš, da vsa področja tvojega življenja so top, da povsod ti šiva tako, kot si želiš, potem si pa verjetno že očistil to karmo. Vkolikor pa veš, da ni to čistko, potem je definitivno pomembno, da se lotiš čiščenja družinske karme. Tudi sama se ga bom lotila zaradi tega, ker ne želim zamuditi tega izjemnega energijskega prostora, ki se nam je ustvaril to poletje, da to storimo skupaj. Kako res vem, da sem osvobojena karme? V bistvu prvo, kako veš, je to, ker dejansko začneš čutiti samozavest v sebi, da živiš točno to, kdor ti si in ti dejansko ne padeš več v strah, da bi mogel biti kdorkoli drug. Ni nobenega ugajanja več, je samo še svoboda tega, da živiš sebe. Kaj se še kaže, ko čistimo družinsko karmo? Naši odnosi se izboljšajo, dejansko imamo z vsemi ljudmi okrog sebe ljubeče, spoštljive odnose, v sprejemanju smo, ni nobenih zamer več, ni nobenih bolečin, ki nam pritisnejo na naše gumbe, da reagiramo, ampak je dejansko samo jasnost, hvaležnost za vse, kar smo doživeli in neka svoboda, da živimo v bistvu to, kdor mi smo. V bistvu tudi to, kar sem prej omenila, ko počistimo družinsko karmo, smo tam, kjer smo bili prej zataknjeni v začarani krog, dejansko se ta začarani krog razreši in nam začne boljše iti v življenju. Zdaj, sam poglej pri sebi, v katerem začaranem krogu se hakljaš, mogoče samo par let ali pa mogoče že celo svoje življenje in se vprašaj, a si želiš, da se tam nekaj spremeni. In če si, potem je definitivno čiščenje družinske karme pomemben proces na poti tvojega življenja. Če jaz čistim družinsko karmo, ali lahko to izboljša odnose v družini? Definitivno. Tudi če oni ne čistijo, ko boš ti očistil, bo zaradi tega tvoja energija do njih drugačna, tvoj odnos do njih drugačen. In vsak kreira svojo realnost, kar pomeni, da bo potem tudi tvoja realnost v odnosu do družine drugačna. Največ vprašanje je bilo v bistvu, kako družinsko karmo popolnoma prekiniti. To je v bistvu malce bolj dolgotrajen proces. Zaradi tega sem ustvarila program Masterclass Družinska karma, kjer bomo v 10 tednih, v 10 modulih postopoma čistili družinsko karmo. Pogledali bomo, kaj dejansko karma je, kaj ni, kaj so iluzije v karmi, kako smo v bistvu strani svojih staršev sprejeli vzorce, katere vzorce, dala ti bom v bistvu rituale, da prekineš prenašanje energije in vzorcev strani tvoje družine, da polno utelesiš sebe, spoznal boš konkretne korake, kaj lahko konkretno narediš v življenju, da začneš samozavestno živeti sebe, da v bistvu ne ponavljaš
napak tvojih staršev, da tudi ti kot starš, če imaš otroke, ne predajaš na svoje otroke lastne karme, ampak jih zavestno vzgajaš, ne. Pogledali bomo tudi v genetiko, kako se v bistvu je karma prenesla genetsko na tebe, kako lahko prekineš te genetske zapise in nastaviš drugačne matrice v svoje možgane. Ne vem, če si že slišal za plastičnost možganov, ampak dejansko naši možgani so zelo plastični. Lahko drugačne informacije naložimo v njih in posledično doživljamo drugačno realnost. In se bomo tudi tega učili. Prej imaš ritual v tem masterclassu, kako v bistvu preseči genetiko, ne, spoznati v bistvu, česa te uči družinska karma in kako se kaže na tvojem telesu, kako v bistvu pozdraviti različna bolezenska stanja ali pa okvare telesa s tem, ko očistiš družinsko karmo. In potem bomo nova prepričanja, nove informacije, nove zgodbe, ki jih dejansko želimo živeti, naložili v svoje možgane. Recimo ena zelo pomembna taka tema, katere se bomo dotaknili, je, kaj tvoje bolezni telesa sporočajo o tebi. Ker to, da imaš ti recimo težave s ščitnico ali pa s črevesjem, ne, je dejansko povezano z družinsko karmo in ti bom točno povedala za vsak del telesa, s katerim vzorcem družinske karme je to povezano in kako lahko to razrešiš, ne. Fizično telo je vedno posledica energijskega telesa, kar pomeni, da če imaš ti težave na fizičnem telesu, ni dovolj, da samo naredimo 1001 tehniko zdravljenja za fizično telo, ampak moramo prekiniti energijo, ki kreira to bolezensko stanje in tudi to recimo bomo počeli. Če si starš, ti bom pokazala v masterclassu Družinska karma, kako vzgajati svoje otroke. Ne, eno vprašanje, ki ste mi ga dali, kako v bistvu gre karma naprej na otroke, če sta dva otroka, kako se ta karma porazdeli, ne? A oba dobita isto karmo, a gre na pol, v bistvu kako sploh pride do delitve karme. V bistvu vsak otrok vzame samo tisti del družinske karme, ki je skladen z njegovo osebno dušno karmo, kar pomeni, da ne dobita oba isto karmo. In zato en otrok bo imel morda zelo veliko težav na področju recimo zdravja in telesa, drugi pa sploh ne. Zakaj? Zato, ker ta, ki je vzel ta del tvoje karme, ne, ali pa ta del družinske karme, je očitno to, da on izmojstri ta aspekt svojega življenja, tudi del njegove osebne dušne karme in osebne dušne pogodbe. In torej karma se ne deli na polovico, ne gre za matematične razdelitve, ampak gre čisto tako, glede na to, kakšna je ta duša, kaj v tem življenju potrebuje izmojstriti, toliko karme od svoje družine prevzame in jo potem ima nalogo tekom celega življenja razpuščati oziroma razpustiti. Tako da bomo v bistvu v masterclassu se učili tudi o tem, kako za vsako obdobje otrokovega življenja delovati, ga vzgajati, da mu ne daš v bistvu teh karmičnih vzorcev, ampak ga maksimalno podpreš, da že od majhnih nog naprej on dejansko živi sebe in čim manj te karme prevzame. Vkolikor so pa tvoji otroci že odrasli, bo pa prav tako to zanimivo, zato ker boš lahko videl za nazaj, kako si deloval in v bistvu na tej točki, kjer si zdaj izboljšal pač vaš odnos. S tem, ko boš ti očistil svojo karmo, ne, bo to dejansko vplivalo na boljše odnose tudi s tvojimi otroci, tudi če so recimo že odrasli. Sploh pa v partnerstvu, ne, zato ker velikokrat naša nerazrešena družinska karma se nam potem kot lekcija ponovi v našem partnerstvu in imamo s partnerjem zelo podobne izzive, kot smo jih imeli starši. Ne? Zaradi tega, ker se ne soočimo s čiščenjem družinske karme. Kar pomeni, da ko se boš soočil s čiščenjem družinske karme, se ti bo izboljšal tudi partnerski odnos. Se pravi, kako popolnoma prekiniti družinsko karmo, slediti tem 10 korakom, 10 modulom, ki sem jih ustvarila. To je v bistvu zelo poglobljen program. Ko sem ga sama začela ustvarjati, nisem sploh imela v bistvu predstave, da je v bistvu karma toliko velik del nas, ne. Tako da se bomo pač pogovarjali o vseh temah, o zdravju, o telesu, o genetiki, o tem, kako v možgane nastavimo drugačne matrice prepričanja in drugačno realnost zase kreiramo, o odnosih, o v bistvu prevzetih vzorcih, o osebni karmi tvoje duše, ne? Kako se je tvoja duša v preteklosti utelešala, kakšna življenja je imela za to, da si ti danes takšen, kot si. Skratka, zelo, zelo poglobljen program. Ali v družinsko karmo spada tudi starejši brat, ki mlajši sestri nekaj pusti, ji prenese. V bistvu, mi ne dobivamo direktno družinske karme s strani v bistvu naših
bom rekla, bratov in sestra, ampak mi družinsko karmo dobimo s strani družine. Torej, ne moreš ti od brata vzeti nekaj, kar on ni podelal. Ti lahko dobiš samo od staršev nekaj, kar oni recimo niso predelali. Tako da v bistvu imamo skozi naše odnose z brati in sestrami, imamo tudi izpolnjevanje karme, ampak ne tako, da bi mi od njih dobili. Mi dobimo samo od svojih prednikov. Ali je cilj težkih karmičnih odnosov, da se spoprijateljimo ali da se od njih osvobodimo? V bistvu mi se osvobodimo lahko samo tedaj, ko dejansko sprejmemo, da so te odnosi za nas mogli biti točno takšni, kot so bili. Se pravi, je del tega, da se spoprijateljiš oziroma da sprejmeš, je del osvobojanja. Tako da, če si imel recimo težko izkušnjo s svojimi starši ali pa mogoče s kakšnim očimom ali pa partnerjem tvoje mami ali pa, ne vem, teto, stricom, komorkoli v tvoji v bistvu vzgoji in v času tvojega otroštva, ki je vplival na tebe in imaš nerazrešen odnos, ker se je zgodila neka bolečina, ki se še ni razrešila, neka travma, ki ti je povzročila v bistvu velik izziv v življenju, je dejansko v tem programu masterklasa bomo pogledali, kje se je energija zataknila in jo boš z rituali, ki sem jih posnela za tebe, to energijo sprostil. Zakaj? Zaradi tega, ko odpnemo sebe iz preteklosti, šele lahko začnemo polno uživati in živeti svojo sedanjost in vse, kar nam je v bistvu v sedanjosti dano, da lahko imamo, da lahko doživimo. Tako da v bistvu bomo delali tudi na naših odnosih. Zagotovo vsakomur od nas kdaj kakšen družinski član pritisne na kakšen gumb in te vrže v nek proces. To je normalno, zaradi tega, ker v bistvu te osebe, te duše so nam dane ravno zaradi naše rasti. Skozi te odnose mi največ lahko zrastemo in v bistvu res pomembno je, da ne gledamo stran, da se ne izogibamo, mi potem nehamo hoditi na obiske, nehamo se družiti, zato ker nam grejo na živce, ker se nočemo soočiti z njimi, ampak potem bomo dobili pa takega partnerja, bomo pa dobili take prijatelje ali pa šefa, zaradi tega, ker se nismo soočili s svojo družinsko karmo. Tako da v bistvu v karmi ne moreš uideti v tem smislu, da boš pač sam stran gledal, zato ker te bo iz enega konca ti bo spet lekcija prišla. Zato je zelo pomembno, da bomo v masterklasu v bistvu celostno pogledali na našo družinsko karmo in se jo naučili sprostiti. Ali to pomeni, da boš v 3 mesecih, v teh 10 tednih, koliko traja masterklas družinska karma, počistil vso karmo in do konca življenja živel srečno? Ne, zaradi tega, ker v bistvu tudi ta program, ne glede na to, kako globok, čudovit in izjemen v energijski moči in potentnosti je, v bistvu ti bo dal orodja, s katerimi si boš znal pomagati, očistiti, zagotovo se boš boljše počutil, veliko bo neke osvoboditve. Običajno po tem, ko greste skozi moje masterklase in programe, mi pišete, kako zelo veliko transformacijo ste naredili. Večkrat rečete, joj Tjaša, jaz zdaj svoje življenje delim na predno sem sodeloval s tabo, pa pol, ko sem začel sodelovati s tabo, ker enostavno pač toliko močni programi, ki jih delaš, v meni ustvarja zelo veliko spremembo. Tako da definitivno sprememba bo, ampak kar je zelo pomembno, da mi potem s temi navadami tudi vztrajamo. Recimo, če boš v ritualu, recimo za prepis prepričanj o možganih, se naučil prepisati matrico o možganih in boš ti v bistvu živel potem to matrico in si znal vsakič, kadar bo kakšna stara zgodba vstopila, to matrico prepisati, boš ti dejansko ustvarjal drugačno realnost. Če boš pa v bistvu v program stopil, pa ne boš delal ritualov, pa ne boš v bistvu se soočil s procesom zdravljenja, ki se bo zgodil, je potem pač ne bo rezultatov. Pač na koncu je odgovornost in moč za to, da ustvarimo življenje, ki si ga želimo vedno znotraj nas. Jaz ti lahko ponudim samo jasnost, orodja, rituale, na tebi pa je v bistvu, koliko tega boš dal v prakso. In seveda boš dobil popolno mojo podporo in energijsko se bomo zelo veliko usklajevali, se pravi, veliko bom tudi kanalizirala energijskih procesov za tebe, zato da boš maksimalno podprt v tem, da gremo naprej iz tvoje družinske karme. Se pravi, ali to pomeni, da bomo do konca življenja rešeni karme? Veliko karme bomo očistili, vsak bo pač očistil to, kot bo on pripravljen, ampak je potem pomembno, da na tej jasnosti, ki jo prejmeš, tudi živiš naprej, da ne greš nazaj v zamere, da ne greš nazaj v stare zgodbe, ker potem pač se spet hakljaš v stare zgodbe in ponavljaš pač isto družinsko karmo. Tako da to.
Ok. Da vidim, če imamo še kakšno vprašanje, ki ga nisem odgovorila. Kako se znebiti navad, ki si jih sprejel s strani staršev? Ja, v bistvu na tak način, da se lotiš čiščenja družinske karme, da v bistvu v recimo masterclassu bomo prav delali en tak plakat, kjer bomo prepoznali, kaj smo sprejeli strani očeta, kaj smo sprejeli strani mame in bomo se vprašali, ali je katera od teh stvari, ki jo želimo ohraniti, ker se niso vse stvari, ki jih strani svojih staršev dobimo slabe, a ne. V bistvu sami lahko izberemo, kaj nam ustreza, kaj želimo nesti v svojo prihodnost, kaj pa ne, a ne. In ko recimo ugotoviš, joj, neka navada mi res ni všeč, ne, to delam isto kot moja mami in ni skladno z mojo dušo, v bistvu boš dobil ritual, v katerem boš ugotovil, kaj ta navada je in potem ritual za prepis tega v možganih, da začneš v bistvu živeti drugo navado. V bistvu je zadej vedno energija. Ko se energija sprosti, se potem tudi realnost lahko transformira, ne, tudi pri navadah. Kako vem, da je program Masterclass Družinska karma zame? Kako ti veš, kaj moram jaz počistiti? To je bilo kar nekaj vprašanj, ne? Na kakšen način bom jaz vedela, kaj moraš ti počistiti? A je program Družinska karma pač generičen, a je samo za mene? V bistvu jaz te bom vodila, oziroma ne jaz osebno, ampak kot medij, ne, sem skanalizirala rituale strani duhovnih vodnikov, ki te bodo vodili v teh ritualih, v teh meditacijah, da boš ti spoznal, kaj so stvari, ki si jih ti prevzel, ne? Kaj so travme, ki si jih potlačil, kaj so vzorci tvoje družine, ki jih ponavljaš in jih lahko zdaj spustiš in jih boš z ritualom tudi spustil. Se pravi, jaz ne bom vsakemu osebe povedala, kaj je njegova družinska karma, ampak sem ustvarila rituale, ki bodo tebe ponesli v to zavedanje. Z vprašanji, s plakatom, ki ga boš mogel narediti, z rituali, z meditacijami, z duhovnimi praksami, ki te čakajo v masterclassu, se boš v bistvu začel odpirati, da boš začel sam sebe spoznavati in to, kaj je tvoja karma. Kako veš, da je program zate? Ja, verjetno, če tole gledaš, ne, in ti je ta tema zanimiva in te nekaj znotraj kliče, da bi to naredil, da bi vstopil v ta program, potem bodi pogumen, ne, vstopi v program, daj si to transformacijo. Mislim, da vsi vemo, da če nič ne spremenimo, se nič ne spremeni, a ne. In v bistvu lahko najdemo 1001 razlog, zakaj ni zdaj pravi čas in rečemo, joj, ne vem, nimam denarja, nimam časa, ne da se mi zdaj to, zdajle ni pravi čas za mene in več izgovorov, kot si ustvarjaš, večja je pomembnost, da vstopiš v program. Zato, ker ponavadi bolj kot je pomembno za našo dušo, bolj je ta informacija stalno v nas in potem nam naredi milijon izgovorov samo zaradi tega, da v bistvu ne bi vstopili v proces, ki bi spremenil našo realnost. Tako da, če imaš izgovore v glavi, zakaj ne, potem je to že en znak, da je v bistvu zate dobro, da vstopiš v čiščenje družinske karme, zaradi tega, ker navsezadnje vprašaj se, a želiš ven iz začaranih krogov v svojem življenju, a želiš imeti boljši odnos s svojo družino, a želiš biti bolj svoboden, energijsko samostojen, ne, osvobojen vzorcev svojih staršev in svoje družine, ne, a želiš v bistvu tudi v svojih odnosih s partnerjem ali pa recimo s svojimi otroci biti bolj pomirjen, ne toliko, ne, v tej drami tvoje družine. Če je odgovor ja, ne, potem je čiščenje družinske karme definitivno prava pot. Veliko vas je tudi vprašalo, joj Tjaša, ampak jaz sem pa že enkrat čisto družinsko karmo, ne, a je smiselno, da grem še enkrat? Ja, vprašaj se, ne, a si bil takrat učinkovit, ne, mogoče si naredil samo eno meditacijo, pa še vedno zdaj te isto strah, kot tvoje mami, ne, pa še vedno, ko tvoj oči nekaj reče, te stisne. Se pravi, ni bilo učinkovito, žal, ne. To pomeni, da v bistvu imaš še vedno veliko za poštimati, pa da ne boš mislil, da si sam, tudi jaz malo, ne. Pa sem na svoji duhovni poti že 20 let, pač že od rosne mladosti, pa imam še marsikatero stvar za pozdraviti, ne. Na koncu je življenje ena sama rast. In jaz sem predana temu, da sem vedno najboljša verzija sebe in najbolj svobodna v svojem življenju, kot sem lahko. In to dosegam dejansko tudi skozi to, da se pogumno soočam s procesom, ko pride. Na kakšen način bomo v programu Masterclassa Družinska karma sodelovali? V bistvu bomo sodelovali preko spleta. Masterclass poteka na daljavo 10 tednov od 8.7.2021 do 23.9. Vsak teden se ti bo odprla v spletni učilnici nova vsebina.
eno kanalizirano predavanje, približno 1 uro, na teme, ki so razpisane v modulih programa, tako da te povabim, da skočiš na spletno stran tjašadorelaj.com in si prebereš, kaj so moduli programa. In pa vsak teden dobiš tudi neko določeno konkretno vajo ali ritual, ki ga izvajaš. To pa s tem namenom, da ne polnimo samo svoje glave z nekim zavedanjem, ampak konkretno naredimo premike, konkretno očistimo karmo, konkretno rešimo določene vzorce, konkretno sebe postavimo v drugo realnost. In zato so v bistvu programi, ki jih delamo skupaj, tudi toliko učinkoviti, ker ti vedno dam orodja, da ti pomagajo ustvariti v bistvu spremembo. Hkrati pa se bomo v tem masterclassu srečali kar 5-krat v živo preko spleta, kjer bomo v bistvu odgovarjali na vprašanja. Takole se bomo družili, lahko boš vprašal karkoli te zanima, bomo odgovarjali na osebna vprašanja in tudi kanalizirala energijske uskladitve. Kaj pa to pomeni? Ja, ta proces čiščenja družinske karme bo energijsko kar močan. In zato, da boš najbolj podprt, da ti ne bo težko, se bomo takole dobili, da bom kanalizirala zate, da se ti bodo energije uskladile in da ti bo lažje. Slišali ste, da vsi tisti, ki ste v moji spletni šoli Oracle Membership, se vam ni potrebno dodatno prijavljati v masterclass, zaradi tega, ker ga dobite v sklopu šole. No in potem ste mi nekateri napisali, ali se jaz lahko kar prijavim v šolo za 1 mesec, zato da masterclass dobim zastonj. To žal ni mogoče. Spletna šola Oracle Membership samo enkrat na leto odpre vrata in to je ponavadi na čas pomladi, tam marca. Tako da, če želiš biti del šole, boš mogel počakati 1 leto. Tako da, vam je pa lahko to ena taka krasna motivacija, da vidite v bistvu, koliko enih vsebin, dragocenih modrosti v bistvu prejmaš, ko si v naši spletni šoli. Tako da se ti zelo splača, da se ob naslednjem vpisu vpišeš. Potem je pa še eno vprašanje bilo, če kupim program, ali ga lahko dela z mano hči, ali bi morala kupiti zanjo svojega. Torej, prvo, kar je zelo pomembno, je program ni primeren za otroke mlajše od 16 let. Otroci starejši od 16 let pa so že toliko v bistvu zreli, da lahko temu programu sledijo. Tako da zdaj ne vem, koliko je stara tvoja hči, tako da najprej pač ta jasnost. Kar se pa tiče teh, da kupiš program in ga deliš, je pa pač zelo jasno to, da mi si želimo, da bi vsak kupil svoj program, zaradi tega, ker kdor kupi program, dobi dostop in s tem tudi sam dejansko prevzame odgovornost o tem, da bo program dejansko naredil. Če je tvoja hči že odrasla, samostojna oseba, potem definitivno naj sama kupi program oziroma lahko ga kupiš tudi ti, zato da ji podariš to darilo, da skupaj očisti ta karmo. Kolikor gre pa seveda za otroka, ki je nepolnoleten, pa lahko dela ta program skupaj. Velikokrat dobim to vprašanje, kadarkoli odpiramo kakšne masterklase ali pa programe, zaradi tega, ker nas je strah investirati v našo transformacijo in potem, ker mislimo, da bomo skupaj to naredili, se jih bo 10 zbrali, pa bomo skupaj nabrali za ta program in ga bomo potem skupaj delali. Prvič, kar morate razumeti, je to, da je v bistvu to zloraba avtorskih pravic in mojega dela, tako da, kot sem jaz iskrena in odprta in avtentična do vas, si želim, da ste tudi vi pač dobri nazaj do mene, do vsega, kar ustvarjam za vas zunaj, brezplačno, javno in znotraj naših programov. Drugo je pa to, da v bistvu s tem vedno golfamo samo sebe. S tem, ko v bistvu nisi pripravljen plačati zase, ko nisi pripravljen sebi dati tega darila, transformacije in potem sploh nismo predani. Tako da na koncu pač je to spet ena naša družinska karma, ki jo moramo predelati. Tako da poglej, če ti je težko plačati za program, kdo od tvojih staršev je imel težavo dajati denar? Mogoče ti bodo rekli, kaj pa s tabo, kakšne badarije pa ti zdaj tle plačuješ. Poglej vzadi svoj proces misli, kaj se ti dogaja, ko v bistvu nisi pripravljen finančno investirati v svoje življenje. Včasih pri takih programih, ki so za nas zelo energijsko malce neotipljivi, si mislimo, a je res smiselno vložiti, kaj pa če nič ne bo. Zagotovo nekaj bo, zaradi tega, ker si dal svojo energijo, dal svojo pozornost v to. Sploh pa, če si že sodeloval v kakšnem od mojih programov, itak veš, da jaz vedno over-deliveram, da vedno izjemno dragocene programe naredim, ki imajo v bistvu
močno podporo za tvoje življenje, da narediš transformacijo. Zato smo tukaj, zato ker želim, da smo svobodni, dobri, uspešni v življenju, delujemo in da imamo na koncu koncev tudi zelo dobre odnose s svojimi bližnjimi, ker to so pač duše, s katerimi smo izbrali živeti to življenje in bi bilo škoda, da ne bi v bistvu imeli čiste družinske karme in nerazrešenih odnosov. Tako da to program zapre vrata 8.7.2021, potem bomo skupaj 3 mesece, vsak teden bomo povezani skozi program in ko se bo program zaključil, še to je pomembno, ti imaš v tem časa, kogar hočeš, v svojem ritmu, da integriraš to znanje, da v bistvu te rituale narediš. Je pa dobro, da delaš z nami, s skupino. Več kot 1200 nas bo v tem programu, zelo močna energija bo, lažje je iti, če greš s skupino, če greš z ritmom, v bistvu modulov, enega za drugim delaš skupaj z nami. Program kasneje, se pravi po 8.7. ne bo na voljo, tako da če ga želiš delati v živo z mano, z mojim vodstvom, se priključi zdaj. Bomo pa potem kasneje, ko bo program konec leta, odprli program spet, da lahko kdorkoli ga kupi na naši spletni strani. Bo pa cena višja, pa seveda ne boste dobili mojega osebnega vodstva. Tako da, še to, kar se tiče cene, ko greš na spletno stran tjašadralej.com, dostopaš do programa Družinska karma in si lahko pogledaš tudi več možnosti plačil, lahko plačaš v enkratnem znesku ali pa v 3 obrokih, konkretno ceno si pa pogledaj na spletni strani in predvsem zavedaj se, da je to investicija vate, v tvoje življenje, v tvoje boljše odnose, v tvojo večjo svobodo, v to, da dejansko tvoje življenje steče tako, kakor more, tako, kakor si zase želiš. Hvala lepa, zdaj smo se veliko stvari zmenili, komaj čakam, da se vidimo v programu masterklasa Družinska karma, začnemo že 8.7. z uvodnim dogodkom, tako da se veselim, da se vidiva tam.